Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Današnja oddaja bo oddaja, ki bo... eno oddajo sem že imel tako in bomo zdaj naredili, ker je par let okrog minil, da jo še enkrat naredimo. Ker ta oddaja je... kaj gledati pri nakupu telefona? Aha. Ja? Tako da pač nazadnje je bila ta oddaja 3 leta, pa je že malo zastarana. Ja, nekaj tazga je. Vem, da je bilo to takrat enkrat, ki je bila P10, ki sem imel jaz, P10 je pa 4 leta nazaj, pa mislim, da je bilo malo kasneje, tako da... z glave govorim lahko. Zdaj se je že spremenili veliko stvari. Ja, nekatere stvari pa nekaj nisem povedal, tako pa bomo danes probali zelo na kratko, pa zelo na hitro. Noter stopite. Ja? Hočete en telefon. Ja? Recimo, da se niste pozanimali. Tako. Ali se je fajn pozanimati že doma? Mislim, fajn je, da saj približen veš. Okay. Mislim, Saj da približen veš, veš, ne da prideš noter, pa rečeš nekaj pocem pa dobro. Ja, tak imam najraje. Približno nekaj veš. Noč stopiš in zdaj imaš telefon, zdaj bo Grega povedal na ko Amerika. Tako. Lep introduction, uvod. Tako. Kaj je treba gledati? Gremo mi lepo po vrst. Najprej je fajn vedeti, da veš, koliko denarja si pripravljen dati. Ne pocem pa dobro, kot sem že rekel. Koliko je načeloma? Pač, ker to, če prideš pa rečeš pocem pa dobro, to pomeni lahko za enega 100 evrov, za enega pa 1000 evrov. Tako da, pač... Ti kot prodajalec boš itak rekel, da šlo to več zaslužiti, boš rekel čim več. Meni je ko vsem. Meni se šteje en aneks, nima veze, koliko je. Ja, pač, a ga je za 100 evrov, a ga za 1000 prodam, meni ne igra vloge. Jaz nikoli ne gledam na to, da bom nekomu prodal nekaj dražjega zaradi tega, ker je dražji. Pač jaz bom probal najti tisto, kar je najbolj za tebe. Pač vedno. In pač zdaj dost stvari, začnimo, ne vem, pri fotoaparatu. Pač vsak hoče imeti, pač tudi dost ljudi pride pa reče, jaz veliko ne rabim, jaz rabim dober fotoaparat, kakšne aplikacije, da pogledam pa baterija, da mi dolgo drži. Ja, kaj pa vsi ostali na svetu rabimo? Čist isto. Pač to, ne vem, kaj bi lahko še drugega rabo, da malo pobrskaš po njih. Pomom na koncu eno kritiko glede baterij, ampak... Ja, okej. Začnimo s fotoaparatom. Ja, pridem jaz v trgovino, vidim jaz tam milijon telefonov, zdaj je mislim pač 108 megapikslov, ful hudo, ne vem koliko megapikslov si. Ne gledati na megapiksle. To je ta zadnja stvar, ki ti pove, a je dober fotoaparat ali ni dober fotoaparat. Ja, je dober, da ima veliko megapikslov, samo so druge stvari veliko bolj pomembne, kot megapiksli. Megapiksli so samo, koliko pikslov je v vrsti, se pravi, če boš ti zazumeril, bo lepša slika. Samo moraš imeti prvo dobre leče, zato da bo ostra slika, tako da vsem, če imaš ti ne vem koliko megapikslov, če nimaš ti dobrih leč, dobrih vseh ostalih stvari. Tako da, ja, kar poje, nekaj se hotel vprašati. Tehnične zadeve, mislim, da ljudi ful ne zanimajo detajle. V glavnem ni pomemben megapiksel. Tako. Pač ne gledati na to, ker ni vedno samo megapiksel, to je samo prodajna fora, da te dobijo, ne pa to, da boš dejansko imel boljši fotoaparat. So telefoni z 12 megapiksli, ki imajo veliko boljše slike, kot fotoaparati z 100 megapiksli. Se pravi, tiste številke niso tako pomembne. Mislim, če boš delal jumbo plakate, ti je pomemben, če pa ne boš delal jumbo plakatov, je pa brez pomena. Ker večina ljudi ne rab, tako da pač se je treba osredotočiti na druge stvari, tako da to je to. S tem bomo zaključili fotoaparat, da ne bom šel preveč v detajle. Gremo naprej na naslednjo temo. Kaj rečeva, baterija? No, recimo, ja. Naslednja stvar je baterija. Zdaj tako, vedeti je treba, da pač mrzkašnemu, vsaj v Sloveniji, kakor jaz vidim, je zelo všeč majhni telefoni. Pač niso, čeprav danes je pač problem, ker ni majhnih telefonov. Zakaj ni majhnih telefonov? Pridemo do baterije. Samo zaradi baterije. Pač naredil je majhen telefon iPhone, ker ima svoj operacijski sistem in si lahko to prvoš.
in imajo pač z optimizacijo baterije dosti lažji del, kot bi imeli pri Androidu. Tako da zaradi tega boš Androida zelo težko najdel majhen telefon, ker če boš imel majhen telefon Androiden, bo baterija full zanač, ker pač ni prostora, da bi dal veliko baterijo in ti bo držala pol dneva. Se pravi, velikost je pomembna. Za vzdržljivost. Ja. tako nekako, ja. Tako da ja, pač zaradi tega so veliki telefoni, pač, kar je pa pomemben, je pa pač fajn, da gledaš na pač koliko ima miliamperov, ne gledati na tiste specifikacije, koliko ti bo držala baterija, koliko klicev, koliko tega. In kaj je recimo dobra številka? Ne vem, 5000 recimo. 5000 miliamperov. Koliko je to? Pač tukaj, a veš, to je full ker, a veš, dnevi piše zato, ker si človek ne zna predstavljati, koliko je 5000 miliamperov. Mislim, pač, neka groba ocena, to je pa za 2 dni ali pa 3 dni. Ja, samo veš, kako je. Vedeti treba, da ni vse sam, koliko je velika baterija. Pač važen je tudi, kjer procesor je, kakšno porabo ima. Tudi važna tehnika. Ja. Okay. Tako da pač... tako da ja, pač je fajn, da je velika baterija, ampak ni pa to vse, no. Tako da s tem... Logično. Ja, in zaradi tega so tudi samo veliki telefoni. Gremo naprej na... Kaj se moraš še gledati? Pač, ampak še zmeraj, koliko je 5000 miliamperov, to še zmeraj. Mislim pač, zdaj, za ne vem, mojo mamo, ki ne dela skoraj nič, je to lahko, ne vem, 3-4 dni, 5. Še zmeraj od tega, koliko uporabljaš. Tako, a ne? Pač za nekega mulca, ki bo pa full igrce, bo pa mogoče za en dan, a ne? A veš, pač ni tukaj, da boš zdaj rekel, Klej sem se hotel obregati ob to kritiko. Včasih so delali baterije. Pač lahko odprl telefon, pa ga zamenil. Zdaj pa delajo, da pa ne, da te prisilijo, da je fucking nov telefon kupiš. Ja. Ker se moraš znebiti enega čist dobrega produkta, samo zato, ker ne moreš baterije ven. Se lahko zamenjaš. A lahko? Ja. A ni tako narejen, da so pač čist zaprti? Ne, pač se še zvedno menjajo. Sam tako je, pač realno ponavadi, ko zamenjaš baterijo, bo šlo Ne, pač se ti bo delalo, ampak ne bo tako, kot je ponavadno, ker je tukaj odvisen pošel vse odvezja, pa star telefon, pa tako. In ponavadi to, ko zamenjaš baterijo, vsaj v realnih primerih velikrat malo je pomagal, ne pa tako, kot je bil nov telefon. Pač, no, še zmeraj, zapravo znar pa nisi neki plusa, pa si na pozitivni nuli, kar se tiče energije. Ja. No, vidiš. Tako da pač, ja, lej, vse splača, mislim, sej pač daš lahko pri kjermokoli telefonu danes zamenjaš, pač sam moraš ga na servis poslati, da ti zamenjajo baterijo, ne moraš ga, pač ker so vsi fiksno zaprti. Obstaja, v bistvu obstaja X-Cover od Samsunga, ki imajo še fizično za odstraniti baterijo. Aha. To sta, realno mislim, da je 2 X-Coverja, X-Cover 5 pa X-Cover Pro trenutno v prodaji, ki jih lahko še baterije menjaš, če ima željo. Zdaj sem jaz ful zašel, tako da se pravi, če nadaljuj iz... Gremo naprej. Se pravi, fotoaparat smo ugotovili, baterijo smo ugotovili. Ja, ponavadi to sta dve stvari, ki sta kar pomembne. No? Pa gremo pa naprej na operacijski sistem. Zdaj, tukaj je trenutno na trgu imaš samo 2, ne? Imaš od Apple iOS, pa imaš Androida. Zdaj, imaš ta Harmony OS od Huawei, ki je pač neka verzija Androida. Ni glih to, kar sem mislil, da bo, ampak pač, lej, oni so bili prisiljeni v to, ker pač Američani niso, ki so jih dali Huawei na črno listo. Ja, samo zaradi tega so začeli. Ja. Pač niso smeli imeti nič, kar je ameriških produktov, ker so bili na črni listi in pač morajo imeti zdaj svoj operacijski sistem in jim je prodaja konkretno padla zaradi tega. Tako da, mislim, malo žalostno, glede na to, da je bil Huawei dejansko zelo dober konkurent Samsungu in Apple. Pač, če gledam jaz 2 let nazaj, to je bilo tam prodaje, Apple, Samsung, Huawei. Zdaj pa pač Huawei je pač tam nekje. Pa ni, rekel, zdaj ne vem, kakšen je azijski trg. Tam je še zmer Huawei ful močen zaradi tega, ker, ja, mislim, to je res, zaradi tega, ker tam itak ne uporabljajo Google pa tega in jim je itak vsem. Fotoaparat ima pa realno ful dober.
pač dejansko eden redkih, ki lahko konkurira tem firmam, oziroma v marsikšnih pogledih še celo boljš, kot ne vem, Samsung, Apple, Pixel, recimo to so neki trije, ki so zelo dobri v fotoaparatih. Tako da, tukaj se moraš odločiti operacijski sistem, zdaj če si navajen na, ne vem, Apple, si imel skozi Apple, pa ti tako stane samo Apple. Tukaj pol sam, koliko si pripravljen denarja dati, zdaj če hočeš imeti ta zadnji model, boš dal pač veliko keša, če hočeš imeti pa Apple, sam nisi pripravljen toliko denarja dati, boš mogel pa pač na lanske modele jeti, oziroma starejše. Koliko ljudi spet en čist tak vprašanje. Koliko ljudi si ti opazil, da pridem zamenjati telefon sam zato, ker je nov. Se pravi, ker je nova. Kar neki. Nova številka pred unmo. Mislim, drugače tako bom rekel, v večini, v večini na 2 leti. Pač to je tako, pač recimo več kot 50% po moje jih na 2 let mena. Okay. Pol imaš pa, določene ljudi, ki pa pač pridejo vsak let, ki pride novejši model. In pač, če imaš denar, pa če ti to toliko pomeni, jaz sem to nagledam, ker meni ni prioriteta to, oziroma meni je to popravic neumen. Vsak let dati, da vem, Jurija pa pol za to, da ima nov telefon. Sam zato, da lahko pokažeš. Da ga lahko pokažem, ker to pa je fora, ker ne mi reči, da ne, to jaz kupujem zato, ker je nov, pa to ne kaže, sam zato, da se ego svoj filaš, da ga pokažeš. Pa realno, če gledamo, ponavadi, let na let je toliko majhna razlika, če ti imaš lanski model top, pa letošen, je to toliko majhna razlika, da je... Si bolj splačal verjetno počakati 2 let. 2 let. Da je malo večji upgrade. Tako. Dejansko na 2 let ti vidiš večjo razliko, kakor let na let. Ja, saj so določene stvari, ki so različne, ampak ponavadi ni, mislim, kakor jaz gledam nazaj, že par generacij, let na let je toliko majhna razlika, da ne vem, jaz ne bi, jaz imam S10, to je kva, 1, 2, 3 leta star, 4 bo. Zdaj, ena fora, ki sem enkrat prebral, da zdaj ne bi na vsake, zdaj sem pa pozabil, da ne bi se na 2 ali na 3 leta, ne bi se tehnologija tako skoraj za 100% izboljšala. Ampak da se ta iz 3 let, mislim, da je zdaj na 4 ali 5, to gre, ampak samo zato, ker nimamo več toliko resursov. Ker nimamo več, ker je, stopaš, ni problem v tehnologiji, ampak tem, da ga ne moramo sprocesirati toliko, sproti. Mislim, realno danes je tako, da pač zakaj bi popravljal star telefon, če raj boljš, da kupaš novega. Ampak lih to je problem. Ja, sej to je problem, itak da je. Zaradi tega, ker zato mi gre na živce, ker ni baterij takih. Tukaj jaz pa ti pa večino nas ne moramo nič narediti. Pač Apple je dobil kazen zaradi namernega upočasnjevanja telefonov. Isto Samsung, mislim, da Huawei ni dobil. Ampak pač... Pa jim noben nič ne more. Vsi vejo. Vsi vejo. Močni, noben nič ne more. Tako, a veš, in je pač... oni za nalaž upočasnjujejo stare modele zaradi tega, da si kupaš novejšega. Pač kar je glupo, ampak tukaj ne moramo nič narediti. Tukaj se jaz lahko bunim, kakor se hočem, ampak pač, še zmer bom pa kupil pol, ko bom crknil telefon, bom pač mogel kupiti novega. Ampak jaz ne bi pol iPhone kupil iz principa. Mislim, zdaj so obljubili, da ne bojo več tega delali. Imaš otroke, a ne? Koliko ti je obljubil, da ne bo ničesa naredil, pa od takrat do danes. To je približen isti način, Ampak je pač, je pač, ne vem, sploh kaj ne rečem. Če se obljubili. Če je Apple obljubil, pa veš, da... Ne bi se norca iz tega delali. Iz ljudi bi se oni norca delali. Ne več. Čas vse, zdaj pa ne več. Tako je. Sorry, res sva že. Operacijski sistem sva dala. Če se pravi, če si za Apple, je Apple, če si Samsung, pa je na Samsung, če pa hočeš neko spremembo. Sploh ni drugi, ali imaš to ali to. Imaš pa še eno alternativo, ki je sicer noben uporablja, tako da... Mislim pač, to je meni realno ful žalostno, da imamo samo 2 opcije.
pač to, a veš, Wow, to, v politiki je to meni tudi žalostno. Recimo, veliko stvari je, Ja, nažalost, samo ti dve opciji. tako Pa, da- lahko, pa so tudi druge, ampak ti dve sta tako izpostavljeni, tako. da sta samo, mislim, da Ja. Ja. Mislim pa tudi danes je težko, tudi če bi hotel tretjo opcijo imeti, recimo pri tem, pač ne moreš, ker ne vem, prvo. bi te povozili drug, verjetno. Ja, ne da ti bi povezil, sam pač. Fora je, da ti rabaš ljudi, ki bo naredili za tvojo nov operacijski sistem aplikacije. A veš, ti imaš aplikacij milijon. A ne? In te ljudje, ki delajo aplikacije, ne bojo šli za tvoj sistem delati aplikacije, zaradi tega, ker ti nimaš baze ljudi, ki bi to Se kupili. ne splača. Baza ljudi pa to ne kup, zaradi tega, ker ni teh aplikacij gor. In to je ta začaran krog, ki tretji sploh ne more zraven prideti. a ne. Lahko pa ja, tretji pogrunta nekaj tok univerzalnega, Da, da te dva poruš sam. ja, Pride do take ideje, a ne? Jaz Danes- vsak dan razmišljam, kaj bi naredil, da bi do denarja prišel, pa nisem še prišel do tega. Ja, mislim, smo vsi na tem. Ja. Tako da, ja, pač tukaj moraš sam pač gledati na to. A hočeš spremembo, hočeš isto, kar imaš, pa itek se odločiš. Gremo naprej, kaj imamo še? Pol imamo procesor. Tukaj je zdaj tako, a ne. Zdaj, če hočeš, da je zadeva pač procesor, RAM, pa te vse stvari. Pa če hočeš, da ne vem. Da boš ti neki full igrice igral, moraš iti gledati samo top modele. a ne? Pač ti, ker ima pač za igrice, pa za te stvari, pač rabiš dober procesor, velik RAM, dobro grafiko, vse te stvari in to imaš pač žal sam pri teh top ranga telefonih. a ne? Tako da pač. Vedno se mi neka pod vprašanja postavlja. Ja, kar. Nadaljujem. Ne, red bi te zdaj Aha. do konca, da nova spet neko zaključila. Tako da ne, se nimam veliko še zapovedati, ampak ja, pač moraš vedeti, če ne rabiš, če rabiš ti samo za ne vem, neko ne vem, brskanje po internetu, pa te stvari, lej, dobro, a veš, pol je tudi tako, a ne, ne vem, hočeš top fotoaparat, ampak ne rabiš zaradi drugih stvari, ampak imaš top fotoaparat, imaš samo v top modelih, a ne, pač, ki greš nižji rang, a ne, imaš slabši procesor. Pogojen A veš, in ne moreš ti imeti, ne vem, dobrega fotoaparata, pa slabši procesor. A veš, vse imaš ponavadi, tam je te najboljš, a veš, če greš dol, je pa vse slabše, ne? Ja, ampak aj tudi, če bi imel dober fotoaparat, pa slabši procesor, je to. Ne, nima. Mislim, pač lahko bi dal tako dober fotoaparat tudi na slabši procesor, pa bi isto. Zakaj bolj tega ne delajo? Zakaj se kakšna firma ne lot tako? Ne rabiš niti treba full denarja dati, a rabiš sam fotoaparat. Bi se rekel, okay, da bomo To to bi malo bilo boljše. dobro. Pa da bomo tiste stvari malo slabi, ampak moraš pričakovati, da so slabi. Sam tako je, veš. Štekam. Danes je težko narediti dober fotoaparat, ker ti moraš vedeti, da ko ti narediš sliko, on vrže v Photoshop, mislim, Photoshop. Sva se nekaj naučila, prejšnji teden. Ja, vrže itak in sprocesira in že obdela ti sliko. A ne? In danes nobena slika, ki jo ti narediš s telefonom, ni slika pač original. Smel žal. A res? Ja, je obdelana slika. A ne? In A je to tako ful znano? Ali ni? ne Meni vem. se to ni. Ker sem to prvič slišal zdaj. Ja, ne, mislim pač, jaz, ki s tem delam, je, ne vem. Pač ja, obdela vsako sliko in ti pač nimaš nobeno, realno, če bi ti dobil uno sliko, ki je original, ki pade na fotoaparat, jaz bi bilo vse slike tako, kot so bile 10 let nazaj. Prej sem te hodil nekaj. A ne, če prideš še da bi igrice igral. Ja, Nisem več toliko mlad, ja, a ful ljudi, otrok, mladostnikov, pride po telefon, da igrice igra. drugače ne. Igrice, tako, nikoli si nisem telefona res predstavljal igrice, razen šah, kar ni lih, Ja. neka standardna Star si. streljačina. A ne? Ja, sem star, ampak Ja. a to ful popularno. Drugače ne, sam pač ja, tako, bilo je takrat, ko je bil ta Pokemon Go, je bilo takrat full folk, je Ne, menjal. se to spet ne moreš smatrati kot igrica. Ja. Mene igrica, ne vem, Call of Duty. Veš, to nam igral prek telefona. Ja, ampak pač eni pa pač imajo telefon, pač nimajo računalnikov, No, nimajo okay, no, tega sej, in... to sem hodil. A to dost kupujejo. Mislim pač ne povejo ti, pač za res. Aha. A ne, pač sam se veš,
ne vem, če je nek mulj zraven ponovadi. Full over procesor, Ja. ti verjetno jasno. Sam dober je tudi tako če so dost majhni mulci. Mislim, pač so nekateri, ki imajo starši pač full cache in pač kupijo te najdražje, ampak dosti večini dajo bolj, ker ne kupujejo za glih majhne otroke dragih telefonov v večini. Ampak jih. Nekateri, ja. Ampak a misliš, to so zato, ker imajo starši toliko denarja ali zato, ker so toliko razvajeni. Mislim, Pač razvajajo. Ali pa hočejo mer pred dnevno, pa mu čim bolj telefon kupijo. Prvo je, morajo imeti denar, da si lahko sploh to prvošijo. Tako da pač to je prva stvar, druga pa, pač tudi to je, ampak pač, mislim, so tudi kakšni primeri, ki ti kakšen otrok začne tam pač, joka, pa ne vem, kaj pa bi to tretje, ampak to je tako zelo, zelo redko, ampak ja, vse dogaja. A bi ga ožgal. Ja, kdaj sem imel kakšnega že kar tako, da je pa dosta, ne, lej. Ampak dobro, to nima veze. Ja. Tako da, ja, sorry. Vse dolgo daj, ampak fajn je, razglabljava. Tako. Še kaj? Tukaj so zdaj bila pri procesorju, se pravi, če ne rabaš glih toliko dobrega procesorja, dobro, imaš, recimo, da imaš dokaj ok, sam pač ne moreš imeti top fotoaparata, ne? Tukaj, ki sva bila, ne? Pač, lahko imaš pa recimo price performance je kar imaš za 200-300 evrov že kar super telefonček, ne? Pa imamo pa naslednja stvar, prostor. Kaj je tleke problem? Spet te firme velike. Kaj upgrade, ja. Ker vedno, pač danes pač, če imaš 32 giga prostora, je to žal premalo. To mislim, da že 2 leti nazaj rekel. Ne, takrat je bilo 16. Ja. Tako da takrat sem rekel 32 je lih good, zdaj je 32 že premalo. Tako da pač zdaj nekje večino telefonov že so na 128 giga, no. Čez 2 leti, ko bo to snimala, boš rekel 128 je že premalo. Ne, pač zdaj je 1 terabajt, to je to. Ja, žalostno, ampak 64 giga je recimo zdaj tisti, ki sem 2 leti nazaj rekel, da je 32. Lih ok, a ne? Tako da 128 je pa sweet spot, ki si še cool, pač si malo več na tiste, ampak 64 je must, že skoraj moraš imeti, ne? 32 je že kar malo premalo, ne? In to je lih ta problem, ne vem. 5 let nazaj, oziroma, ne vem, recimo 7-8 let, malo prej sem jaz začel tle delati, vem, da je Facebook zasedel, ne vem, mislim, da 15 megabajtov. Zdaj jih zasede okrog 600-700. Pač nek Facebook in ja, zakaj je takrat lahko, ne vem, nek telefon normalno delo danes ti pa ne more, ker že čisto osnovne aplikacije, ki jih hoče, dobro, Facebook ni glih osnovna. Se mora na maksimumu delati, da ti normalno funkcionira, tako da ja, pač ja, moraš gledati, lej, jaz danes pač rečem, lej, 64 minimalno, ampak 128 je da si good, no. Tako da pač imaš pa tudi drugače že dosti pocen telefone z 128 giga prostora, tako da je kar cool. Okay. Tako da to pa ne vem, ekran še niso obdelala. Ekran, fajn je gledati, da imaš danes pač OLED ekran, a ne? Zdaj lahko so LCD, lahko so OLED-i. Prednosti, slabosti vsazga. Na sončni svetlobi imaš OLED, ful lepšo sliko, kontrasti so ful boljši na OLED-u. Poraba baterije je manjša na OLED-u, tako da so 3 stvari, ki so dokaj pomembne in je fajn, da imaš pač OLED, pa danes jih imaš že, če daš mučken več denarja, že dobiš lahko za, ne vem, 300 evrov, že dobiš lahko OLED ekran. Tako da je fajn tist, ker ti določene te stvari pomagajo, a ne? Kaj je pa slabost OLED-a, ne vem, zapeče se ti slika, pač lahko, če si sam zdaj so to nekako rešili. Zapeče se ti slika? Ja, pač ti, če si imel, ne vem, dolg nastavitve odprte, se ti zapeče in ti tudi, ko zapreš nastavitve, še zmer vidiš lahko krogce. Ja, to pa je malo glupo. Ja, sam to moraš imeti res dolg pržgan tisto aplikacijo. Ja, pa če imaš to so recimo neke stvari, ki jih velikrat uporabljaš, a ne? Tisto, ki imaš veliko pa dolg časa odprt, a ne? A štekaš. Okay, ja. In se pozapeče in to je pač pri teh starejših OLED-ih, ki jih vidiš, so kar zapačene slike. Zdaj so to pač rešili s tem
pač ne vem kako točno, ker nisem se toliko poglabljal, ampak sam mislim, da je še zmer, ne more to kar biti rešen. Pač je manj, v teži se to pojavlja, ampak ja. Tako da to je pa to. Mislim, da sem obdelal vse stvari, ki sem jih hotel. Ste res, mislim, da kar podobne informacije dobili? Ja, a imaš ti še kakšno vprašanje? Ne. Ne. Okay. Slabo bi kaj pomislil, ampak so že tako dolgo. Ja, sva veliko obdelala. Ja. Tako da, to je to. Lep petek. Kupite kakšen fajn telefon. Upam, da so nasveti bili dobri. Če ne, pa lahko tudi v komentarje ali pa kamorkoli kaj napišete, pa se bom potrudil, da bom... Ali pa pač mene vprašate, ja. Bom se potrudil in odgovoril. Tako da s tem zaključujeva današnjo oddajo. In lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. In adijo.